Torej, lepo pozdravljeni na današnjem našem srečanju, ki je glede na to, da smo v letu 2015 in da smo člani Evropske unije, mogoče nenavadno, da poročamo o enem obisku v Rusiji, v Moskvi. In jaz sem pa trdno prepričan, da morajo ljudje dobre volje sodelovati, ne glede na politične razmišljanja, politične razmere, v smeri, da pomagamo drug drugemu, da sodelujemo, da ustvarjamo pogoje za prijateljsko sodelovanje, tako na kulturnem, športnem, predvsem pa na gospodarskem področju. No in temu izzivu, da obiščemo Moskvo in zvezno mesto, se nikakor ni dalo upreti, kajti te vezi, da smo sploh prišli do tako imenovanega zveznega mesta, so posledica dolgoletnih aktivnosti, ki jih ima naš plavalni klub. Zato sta z nami predsednik plavalnega kluba Slovenske Konjice, gospod Branko Ravnak, in pa članica in verjamem, da tudi vestna tajnica Alenka Fidler, ki bodo tudi vsak po svoji plati kaj dodala k temu, kar bom jaz povedal. Jaz bom pač govoril o mojih vtisih. Človek je kar vesel, ko sliši podatek, ki sem v tele pisarni pred par meseci slišal, da se v bistvu velika država, kot je Rusija, da se tam učijo potapljanja z paraplegiki, z gibalno oviranimi ljudmi, s pomočjo naših ljudi iz Slovenije. In to iz Slovenskih Konjic, s pomočjo teh dveh, ki sta na levi in na desni strani. In ko pogledaš ruske revije iz tega področja, je tudi kar zanimivo, ko vidiš eno takole fotko, pa še kje noter, tako da nismo kar tako. No in iz tega sodelovanja plavalnega kluba z Rusijo, z Zvezo za šport invalidov Rusije, se je rodil tudi prvi obisk njihovega predsednika z delegacijo pri nas v oktobru leta 2013. In drugič je bil pa predsednik gospod Fljur Nurlagajanov na festivalu podvodnega filma v Slovenskih Konjicah. To je bilo konec januarja letošnjega leta, ko smo se pravzaprav začeli pogovarjati tudi o tej možnosti, da bi v zvezdnem mestu nekako našli kontakt in se povezali, da bi to sodelovanje, ki se je začelo pred 2 letoma, nekako nadgradili tudi na formalni ravni. Namreč pred tem 2 leti nazaj so v tem zvezdnem mestu in v njihovem centru za urjenje kozmonautov, v tem globokem bazenu, se prvič potapljali člani našega plavalnega kluba. In na ta način smo tudi mi potem izkoristili te prve kontakte, ki so jih dekleta in fantje vzpostavili, zato da smo se odzvali vabilu glave ali župana tega zveznega mesta. Tako da smo se 22. aprila letos podali na pot in v 23. aprila letos pa smo tudi bili gostje v tem mestu. Mogoče najprej, o čem pravzaprav govorimo, tako imenovano zvezdno mesto je bilo v preteklosti kot strogo zaprt kozmonavtski center Rusije. Seveda z družbenimi spremembami v Moskvi in v Rusiji je potem od leta 2009 ves ta ograjen prostor, ki je še danes pod strogo kontrolo, dobil status, po naše bi lahko temu rekli, občine. Ampak to ni samo nek znanstveni center, to je v bistvu mesto, v katerem živi 6300 pa nekaj ljudi.
V glavnem so to visoko izobraženi ljudje, povezani z dejavnostjo tega vesoljskega centra, ki je še danes kot aktiven center za usposabljanje kozmonavtov, ljudi, ki bodo v bodoče potovali v vesolje. V tem delu je urejen tudi neki, bi rekli temu, muzejski del, kjer lahko vidimo zgodovino poletov v vesolje, zgodovino dogajanj na vesoljskih postajah. Potem pa je tako imenovani simulatorji, so in tudi v času, ko smo mi tam bili, sta bila dva Britanca recimo v tej kapsuli Sojuza in sta lepo vadila situacije, s katerimi bi se bodo kasneje srečevali, seveda, če bodo izbrani za ekspedicijo v vesolje. Tu imajo že prej omenjeni bazen, globino bosta videla povedala, 35-40 metrov tam nekje. Ni? Ne, 12 metrov. 12 metrov. In namenjen temu, da se vesoljci, kozmonavti bodoči navadijo v vodi na občutek breztežnosti in pa tudi tako imenovana centrifuga, kjer pa jim ustvarijo umetni občutek, kako je, če dobiš 5, 6, celo 8 G-jev. Bistvo 23. aprila pa je bilo, da so nas tam že čakali z enim rahlim presenečenjem, namreč veleposlanik Republike Slovenije v Rusiji, gospod Primož Šeligo, poslovna sekretarka in pa ena soba, ki jo vidite tam na sliki, kjer je bilo že vse pripravljeno z zastavami in vse, kar je potrebno za podpis tega dogovora o sodelovanju med mestoma Zvezdni Godorok, kako mu rečejo? Gorodok, to je zmeraj obrnem, in pa Slovenskimi Konjicami, ki se v bistvu smo se dogovorili, da bomo v naslednjih 3 letih spostavili pogoje za dobro sodelovanje. Tako bomo sodelovali pri različnih kulturnih dogodkih, srečanjih na različnih področjih izmenjav, tako izkušenj, znanja in pa izobraževanja. Vsekakor ne gre prezreti tako ponujene roke, kajti Rusija ponuja ne samo na kulturnem področju, na področju turizma, tudi na področju gospodarstva neizmerne možnosti za razvoj in pa za sodelovanje, seveda v obojestransko korist. O tem le bo Branko pol malo kasneje povedal. In jaz bom v bistvu tudi tu praktično lahko končal to kratek uvod. Predlagam, da še Branko pove svoj del, še mogoče kaj Alenka doda. Ta obisk v Rusiji je bil praktično večplasten. Tako je župan rekel, bil je produkt enega dolgoletnega sodelovanja. Če bi mi šteli, koliko let smo se nekako trudili, da nas vzamejo za svoje, je ta doba 2-krat daljša, ker pri njih je to testno obdobje tako dolgo, da včasih že na pol obupaš. Ampak potem, ko te vzame enkrat za svojega, ne vzamejo sam tebe za svojega, ampak mi verjemite, tudi če bi zdaj mi vsi, ko smo tule šli tja, bi vas vzeli in obravnavali enako kot nas. To je ena taka grozljivo zanimiva zadeva, ker če vi pripeljete kaga, ko ni vredi zraven, imate pa lahko težave. Tako mi smo ta krog razširili, naše delo ni bilo samo v Moskvi, ampak smo pred tem že bili tudi v Anapi, ker smo učili njihove inštruktorje, se križem učili. Tokrat smo izkoristili to priložnost obiska in pač podpisovanja oziroma dogovora o pobratenju obeh mest, tudi za delovni obisk. Plavalni klub oziroma Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je usposabljala 3 nove inštruktorje v Rusiji, tako da Rusi zdaj trenutno imajo največjo bazo inštruktorjev za delo z invalidi. Potem smo se sestali, jaz sem se sestal s predsednico Svetovne potapljaške zveze CMAS, kjer smo se pogovarjali o standardih za potapljanje. Zdaj moramo biti zelo eksplicitni, ne moramo več govoriti o ljudeh s posebnimi potrebami in tako naprej, ker ta
ta v bistvu deklaracija Združenih narodov o pravicah invalidov točno definira, kako jih moramo nazivati, in tudi zaradi tega se standardi spreminjajo, ker pri nas so to invalidi, v Angliji so to ljudje, osebe z invalidnostjo, na Hrvaškem so osobe s invaliditetom in tako dalje, in se ta termin uporablja vedno pogosteje. In zaradi tega tudi je bila to ena od priložnosti, da lahko ponudimo nadgradnjo standardov, ki bodo seveda nam omogočali, da bomo lahko pač v podvodje popeljali vse vrste invalidov. Potem ena od takih bolj tradicionalnih zadev je, tretje leto zaporedoma obiskujemo sejem Integracija, življenje, socializacija. To je v bistvu največji ruski sejem, ki ga vodi nemška Reha, ki je praktično podružnica največjega sejma za rehabilitacijo na svetu iz Düsseldorfa, kjer predstavijo novitete na področju pripomočkov za gibanje, za samostojno življenje in tako naprej za invalide. Poteka v Moskvi, v eminentnem delu, ki je podobno londonskemu Cityju, čudovit prostor, in tam se tudi lahko vidi v bistvu, kako zgodba teče. Kljub krizi, kljub vsemu, sejem ostaja v enakem formatu kot prejšnja leta, in imeli smo srečo, da smo se pogovarjali tudi z direktorjem sejma, ki nas je že lani povabil k sodelovanju, in upamo, da bomo lahko v prihodnosti se tudi mi pokazali z našim znanjem, ne samo v Moskvi, ampak tudi na kakem drugem sejmu. To je bilo bolj ali manj nekje to v tem našem obisku v sami Moskvi. Zvezdno mesto je še vedno zaprto. Ko smo mi bili leta 2014 tam prvič, smo nekako se z avtobusom kar zapeljali noter. Tokrat smo čakali pred vrati skupaj z veleposlanikom, dokler niso bili vsi papirji urejeni. Ko sem jaz videla mapo papirjev, to ni nič, tu so samo, mislim, da 6 papirjev, tam je bil taki kup papirjev za nas, ki smo šli noter. Tudi samo mesto je razdeljeno na taka področja, in za vsako področje rabiš posebno dovolilnico. Tako da sami smo bili deležni zares dobrega ogleda, strokovne ekskurzije po tem zvezdnem mestu. Videli smo več kot mi prvič. Nismo videli bazena, tega hidrolaboratorija, ki se trenutno popravlja in ga renovirajo. Videli smo pa pravzaprav vse te stare šatle, ki so prileteli dol, ki so praktično v času so šli čez atmosfero zgoreli. Videli smo vso to šolanje, zares ogromno so nam dali. Številk je bilo tudi ogromno, tako da si jih nismo mogli zapomniti. Tako da je pa tudi bilo tam za nas presenečenje. Predsednik ruske zveze, potapljaške zveze, Valentin Grigorjevič Straševski, on nam je podelil priznanja oziroma odlikovanja oni so imeli 55. obletnico svoje zveze, in smo dobili tudi mi ob tej priložnosti, ker smo pač izšolali ruske inštruktorje za delo z invalidno populacijo, da smo dobili tale odlikovanja. Tako da naš župan bo moral zdaj nositi ta odlikovanja vse posod, ko bo šel. Ker v Rusiji je namreč to navada, da se vsa odlikovanja pravzaprav pripnejo na vse večje praznike. Na vse večje praznike. Občina Slovenske Konjice skupaj z občankami in občani, društvi, zavodi in podjetji daje velik poudarek mednarodnemu sodelovanju. Številnim mestom, s katerimi že več let pletajo prijateljske vezi, se je konec aprila pridružilo prav posebno mesto pod nazivom Zvezdno mesto. Pričeli so z edinstveno zgodbo v slovenskem prostoru, ki je bila predstavljena na novinarski konferenci v sredo 6. maja 2015.
Listino o sodelovanju Zveznega mesta in občine Slovenske Konjice sta 23. aprila 2015 podpisala župan Zveznega mesta Valerij Ivanovič Tokarev, ki velja za enega najboljših svetovnih kozmonavtov, in župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek.